Hvala lepa. Jaz bom zelo na kratko predstavila program, še za tiste, ki ga ne poznate, drugače program, ki izhaja Izberi zdravo življenje, izhaja, začetki so v programu Dim za dimom, dan za dnem. Čez čas pojavi se velik problem, ki smo ga začeli že, mislim, da 10 let nazaj. Zdaj pa vključuje ta program Izberi zdravo življenje tudi druge vsebine, poleg kajenja, tudi tobak in druge droge. Delamo pa predvsem na ta način, da če imamo priložnost na šolah, izobražujemo cele razrede, se pravi, pridemo v razred, kjer pač so samo dijaki, se pravi, brez učiteljev, da je pač nekako okolje, smatramo takrat bolj sproščeno, in delamo na interaktiven način. Vključujemo goste, športnike, potem osebe, ki imajo kaj zanimivega za povedati iz sveta, ki so potovali, se pravi, naredimo pač neko bolj aktivno in interaktivno delavnico za na začetku, ne. Potem pa, recimo ena stvar, s katero smo začeli, je, da vključujemo dijake že takoj na začetku v ustvarjanje, se pravi, en majhen delček tistega, ko pridemo v razred, je nekega predavanja ali pa nekih podatkov, ampak takoj prosimo, da lahko recimo podatke sami dijaki pridobijo, se o teh podatkih pogovarjamo, se pravi, ne vem, če vzamem zdaj kajenje, kako je škodljivo, zakaj je škodljivo, kakšne so vaše izkušnje. Potem pa takoj gremo na ustvarjanje, ustvarjamo, ne vem, promocijske materiale, se pravi, tukaj lahko vidimo samo en tak primer sloganov, ki so jih dijaki, se pravi, tudi vaši vrstniki tukaj na vaši šoli ustvarili, potem delamo, ne vem, Facebook objave, videe, prezentacije, veliko se pogovarjamo o tem, kaj delajo po svetu za preprečevanje škodljivega vedenja, recimo preprečevanje kajenja, kaj mladi delajo. Pogledamo si recimo promocijski material iz drugih držav, potem jih pa komentiramo. Na tak način, da se res takoj začne nekako dogajati in ustvarjati. Potem, recimo to je za strokovne šole ali pa gimnazije, imamo pa poseben program za vzgojiteljske programe, kjer pripravimo cele razrede dijakov na njihovo prakso. Tam pa pač material mogoče ni toliko, ki ga izdelamo, ni toliko promocijski v smislu recimo socialnih omrežij, ampak naredimo prav programčke, s katerim grejo ti dijaki med prakso, uporabijo te materiale pri predšolskih otrocih, no. Tam je tudi fajn videti, kako v bistvu gre iz enega razreda, kjer je recimo 30 dijakov, pa se te vsebine preko nekega kreativnega načina razpršijo v vse tiste vasi in vasice in mesta in kraje, kamor te dijaki grejo, ko grejo na prakso. Tako da to nam je taka res pozitivna izkušnja. Medtem ko programi, kjer ste recimo vi, ne, srednja zdravstvena, so pa naredili programe za 8. in 9. razred osnovne šole. Pač na tak način potem takoj vključimo dijake, da grejo na teren in delajo in povejo, kaj si mislijo in kako si oni predstavljajo, da bi prinesli neko zdravo okolje ali pa zdrave vrednote med svoje vrstnike in pa med mlajše od sebe. Mogoče to bi bil čisto tak kratek povzetek našega načina dela, ki nam je pač zelo v veselje in smatramo, da smo kar privilegirani, da lahko gremo v razrede in da imamo neke take pozitivne izkušnje z toliko veliko dijaki po celi Sloveniji. Hvala lepa.